Branje je potovanje na barkah besed prek tišine. Molčiš in poslušaš čeličanje, daljav in sveta iz bližine. Pozdravljeni poletavci in najpoletavci. Uvodne besede sem si izposodila pri Dini Štampež-Mavc, bila slednje pa bogatijo našo knjižnično zbirko. Knjige k nam prinašajo vsebine sveta, vsebine o svetu, o ljudeh in živalih. Knjižničarke rade s knjigami spodbujamo bralce, da so pozorni na svet, v katerem živimo. Zaključujemo nacionalni mesec skupnega branja in vstopamo v brežiški oktober. V sklopu obojega smo umestili današnji zaključek. Srečanje poletavcev in najpoletavcev, poletnih bralcev, ki ste v toplih poletnih dneh med 10. junijem in 10. dnem septembra krepili bralne mišice. Bralna programa Poletavci in najpoletavci sta v tem času pod okriljem Mestne knjižnice Ljubljana potekala v 21 slovenskih splošnih knjižnicah, tudi v naši. Izpolnjeni bralni seznami so v knjižnico Brežice prileteli od blizu in daleč. Nekaj bralcev se je z nami povezalo iz Brežic in okolice, pa iz Rake, Maribora, Leskovca pri Krškem in nekaterih krajev Srbije. Uspešno je bralne sezname napolnjeno in pri nas oddalo 374 mladih bralk in bralcev, 305 poletavcev in 69 najpoletavcev. Čestitke. Izmed vseh trajnih bralcev, ki ste danes tu, bomo izžrebali eno oziroma enega, ki bo prijel oziroma prijela glavno nagrado. Tokrat se poletavci in najpoletavci potegujete za komplet, ki ga sestavljate na hrbtnik, steklenička za vodo, knjiga ter bralni bon za obisk kopališča. Na hrbtnik in stekleničko kot nagrado pri poletavcih podarja podjetje Hervis d.o.o. Knjigo pri najpoletavcih pa založba Mladinska knjiga d.d. Prispevek objema so namenili v Termah Čatež d.d. Vsi uspešni bralci ste ob prihodu prejeli še priznanje in majico. Ob koncu današnjega dogajanja pa se bomo posladkali s presenečenjem. Sladko nagrado, ki jo podarja knjižnica Brežice. V knjižnici za svoje člane in uporabnike skozi vse leto pripravljamo različne dejavnosti in prireditve, vse pogosteje pa vas povabimo tudi k ogledu razstav. Med razstavljenim gradivom so imele v letošnjem koledarskem letu posebno mesto štorklje. Te velike ptice smo v knjižnici lahko občudovali že v pomladnih dneh, ko so stojala krasila fotografije gnezd, ki so tedaj bile še prazna. Z radovednostjo smo čakali poletje, da izvemo, iz katerega izmed njih so v mestnem času se naselile družine štorkelj. Odgovore na mnogo vprašanja smo dobili z ogledom gostujoče predletne razstave fotografij Obročkanje belih štorkelj v Posavju 2025. Omenjeno razstavo so si v sklopu bibliopedagoške ure z literarno-poučno vsebino o štorkljah ogledali nekateri razredi osnovnih šol Brežice in Velika Dolina. Mladi udeleženci so me pogosto presenetili s kakšnim vprašanjem. Zato sem si jih tudi zapisala. Ob razstavi se nam je sodelovko Matejo porodila ideja, da čas razstave sklenemo z zaključnim večerom za vas, poletavci in najpoletavci. Na najino vabilo sta se z veseljem odzvala obročkovalec ptic Jože Bricer in skrbnica štorkelj Irena Majce, oba člana Združenja za štorklje Soconija Slovenija. Pozdravljena med nami. Gospa Irena.
Mosteca, ki je tudi rojstni kraj jezikoslovca dr. Jožeta Toporišiča. Ob obisku pri vas bi našli veliko naravnih in kulturnih lepot. In če bi pogledali dovolj visoko, tudi gnezda štorke. Se morda spomnite, odkdaj imate na vašem dvorišču štorkino gnezdo in kako vi spremljate življenje teh posebnih sosedov? Z veliko radostjo spremljam te moje drage sosede oziroma kar družinske člane, bi lahko rekla, ker so na našem dvorišču sredi našega vrta. Pred 10 leti je priletel prvi par štorkov. Šele maja, zato nista uspela pridelati mladičev, če tako rečem. In naredila sta si gnezdo na našem aktivnem dimniku. Tako da smo morali jeseni žal to gnezdo prestaviti za nekaj metrov stran na poseben drog, ki smo ga postavili fantje iz elektro Celje, nadzorništvo Brežice, in smo tja prestavili potem gnezdo z dimnika, da smo mi lahko jeseni zakurili. Strahom smo potem čakali, ali se vrneta, ali se par vrne naslednje leto, in seveda sta prišla. In naslednje leto smo že dobili prva 2 mladiča. No in od takrat smo dobili tudi 5 vnukov v naši hiši. Tako da smo bili veseli vsega in da sta potrdila, da je par štork potrdil, da so res prinašalke otrok. Skrbniki spomladi težko čakamo, oziroma skrbijo, bom rekla, skrbijo čakamo, ali bodo prišle štorke v naše gnezdo, ali se bodo vrnili. Potem skrbimo, ali se bodo izvalili mladiči, koliko jih bo, bodo zdravi, bodo vsi preživeli. Kar naprej nas skrbili, zato smo menda skrbniki. In pravzaprav je to nekaj zelo lepega. Potem že v avgustu skrbimo, ali bodo z vzgornikom odletele pravočasno na jug. In spomladi, spet pride pomladi, spet skrbimo, bodo prišle, ne bodo prišle, tako naprej, zato smo torej skrbniki. In rada bi še rekla samo to, očarana sem, res sem očarana nad njihovim življenjskim slogom. Vsako leto pridejo samo zato, da nadaljujejo vrsto. Samo da imajo mladiče in grejo nazaj. 8000 km ali še več preletijo, prejadrajo v tej zelo nevarni poti, na katerih veliko omaga ali pa umrejo iz takega ali drugačnega razloga. In torej sem v Slovenijo, prav nam, pridejo samo zato, da imajo mladiče, da jih vzgojijo, potem se pa ne vidijo več, najbrž, in odletijo vsak na svojo stran in življenje gre naprej. Torej, naporno. Po vas Dušanom, vašim partnerjem, sta skrbnika železa, zato nam lahko iz prve roke poveste tudi, kako lahko za te zunanje ptice skrbite ne le kot posameznike, ampak tudi kot družine. Kje ste sploh dobili podatke, da ste lahko skrbniki gnezda? Kar si kdo od nas, zato sliši mogoče prvič. In kako bi lahko to tudi postali? Veste, divje živali, ptice, štorke, vse pa naredijo same. Pravzaprav ne rabijo ljudi in tudi najbrž ne skrbnikov. Najboljše je, da jih ljudje samo opazujemo z veseljem, da jih opazujemo in občudujemo. Vse drugo bodo naredile same. Posebej štorke zelo hitro postanejo odvisne od ljudi in to je lahko zelo nevarno zanje, usodno lahko zanje. Zato se pravzaprav ne vtikajmo tam, kjer da si treba. Ampak zapleti se, kadar imajo štorke težave, kadar ni hrane, kadar so bolne, kadar so skratka težave v gnezdu že, recimo pri mladičih. Ne vem, če imam toliko časa, da recimo opišem, kakšne težave smo mi imeli lani s vsemi tremi mladiči.
Pošlo? Na hitro. Torej, dvema mladičema so odpadala letalna črna pelesa in rekli so, nikoli ne bodo letela. Potem so klicali gasilce iz Brežic in prosili, da jih dvignejo iz gnezda. Potem sta samo dva padla iz gnezda, peljali smo jih na Mutor, tam jih je veterinar dr. Golob pozdravil. Potem smo jih peljali v Prekmurje, da bi tam lažje našla družba in da bi vzletela sploh. To sta bila dva mladiča. No in tretji mladič, to je pa ta znameniti Toni, o katerem smo veliko govorili, je pa pogoltnil 20 cm plastično cev, ki smo jo zataknila v požiralniku. In nismo vedeli, kaj spet smo ga peljali na Muto, to je tam na avstrijski meji. In ko so ga rešili, smo ga dobili nazaj, takrat še ni znal niti leteti, niti se sam prihljadljevati. Skratka, nekako smo vse to na koncu le uredili, ga odpeljali spet v Prekmurje, ki nam v dobrem kmetu in v dobro družino, tiste njihove prostrane ravnice in njihove druge štorklje. In v 2 dneh se je naš Toni našel družico in se še pravočasno odpravil na jug. Torej, kljub vsem tem težavam je preživel. Ampak glede te plastike bi vseeno rada še nekaj vas vprašala, če smem. Kaj naredite, dragi poletavci in najpoletavci, kaj naredite, ko najdete plastiko na tleh, recimo pred šolo, ali na igrišču, ali na cesti, v gozdu? Kaj naredite? Kdo bi zna povedati? Ja, prosim. Pospravimo plastiko tam, kjer je spadala. Bravo, odličen odgovor. Verjamem, da tudi drugi tako mislite, ne? Ja, slišim, ja? Ja. Super. Ampak starši, ja, tudi vi delate tako, starši in babice in dekti. Ja, vi ste pa niste poglasni. Ne, delajo. Lepo. No, vsekakor dajte pospravljati, ko vas prosim, kajti plastika je zelo navadna na gnezdi štorkelj. Pravzaprav za vse živali navadna, ampak v tem primeru govorimo o štorkljah in tam nekje imamo eno sliko v Malencah, pri Postani Vinci na Krki, kjer so na gnezdu ostale samo še plastične smeti in veliko jih je bilo tudi pod gnezdom, pa nič drugega. Na tem štorklje ne morejo gnezdi. Torej, prosim vas, pospravljajte plastične smeti. Hvala. Sta pa tudi oba člana Združenja za štorklje Cuconija Slovenija. Nam z nekaj desetni poveste, kako vi vidite vlogo tega društva? Kaj je vloga društva Cuconija? Vse ste preskočili tega vprašanja o skrbniki, ne? Kako postaneš skrbnik? Kako postaneš skrbnik? Ja. Kako poveste, ja? Skrbnik ne postaneš tako, da reči, od jutri naprej bom pa skrbnik. Ne. Štorklje same izberejo skrbnika. Torej, naselijo se nekje blizu ljudi in potem, ko so že enkrat v tvojem dvorišču, preprosto ne moreš biti drugega kot skrbnik. In ne moreš biti, oziroma takole še pravijo, ja, pravijo štorklje gnezdijo pri dobrih ljudeh. Ampak po mojem osebnem mnenju je to ravno obratno. Štorklje namreč iz nas delajo dobre ljudi. Štorklje. In tako, če znamo gledati s srcem in z dušo štorklje na gnezdu, če jih znamo opazovati, potem smo dobri ljudi. Tako da, razen seveda tisti, ki streljajo na štorklje, ampak oni ne znajo opazovati s srcem. To je to. Kaj bi glede združenja Cuconija? Združenje Cuconija. Ja, Cuconija pomeni bela štorka po našem. To je združenje strokovnjakov, veterinarske stroke, potem obročkarjev in pa ljubiteljev štork in seveda nas skrbnikov, ki iščemo pri teh prvih, iščemo vse informacije in pomoč, takrat, ko je pač potrebna. Družimo se, izobražujemo se,
To je to, mogoče bi rekla tudi, da gre vsem skupaj za neko posebno stanje duha, mogoče je to malo težko razložiti, ampak pomagamo se drugemu in predvsem pomagamo športnem, kadar je to potrebno, drugače in pa smo rekli, opazujemo. Pa še bi vas povabila, nekje imamo, ja, tukaj imamo, na našo spletno stran. Oglejte si, prosim, zelo poučna je, veliko informacij dobite na tej strani in mislim, da bi se dalo veliko naučiti. Ob poteh, kadar se vozimo ali hodimo po Sloveniji, opazimo različne prometne znake, tudi takšne s podobami živali. Ste otroci, ki jo opazili? Ja. Vi pa se zauzemate, gospa Irena, za oblikovanje in postavitev posebnega prometnega znaka za štorklje. Nam lahko poveste kaj več o tem? Seveda, posebej letos smo opazili, da štorklje hodijo vse bolj po cestah. In posebej po tistem delu ceste, ki je pobarvan z belo barvo. Naš Toni je lani, recimo, prečkal magistralno, neregionalno cesto po Zebri, na kar je ustavil celo kolono vozil, da so bili vozniki šokirani, da vidijo v Zebri štorko, pa tudi bali so se, da ga ne povozijo. Torej, bila je pravzaprav zelo nevarno za vse, in za štorko, in za voznike, vse udeležence v prometu, pravzaprav. Potem je bila štorklja Rozika v Gornjem Lenartu, tam pa nimajo zebre in si je izbrala tisto sredinsko belo črto in je hodila po njej gor in dol, zdaj glede na avtomobile. To je bilo zelo nevarno. Potem v Slovenskem hodijo štorklje ravno po križišču, obožujejo tisto križišče. In zato smo Ministrstvo za infrastrukturo zaprosili, da bi postavili znake. Nekaj smo si kar sami izmislili, pa smo sami risali, pa nalepili nekam na neke drugove, pa ni država tista. Torej, z ministrstva so nam odgovorili, da bodo proučili naš predlog in upajmo, da pridemo do prometnega znaka in da bomo vsi varni udeleženci v prometnih štorkljah. Ob ogledu razstave, na kateri ste si jo že ogledali, pa smo opazili, da so štorklje na Mostecu poimenovane. Kako ste izbrali imena za štorklje? Kako so štorklje dobili? Ja, zdi se mi zelo lepo, da jim lahko damo ime. Tem čudovitim pticam iz ljubezni in iz spoštovanja do njih. Mislim, da si najmanj to zaslužijo. In poimenujemo pa jih po znamenitih ali pa pomembnih posebnostih. In prvi par med 10 leti smo imenovali za Almo in Edo, torej, in sicer po Almi Karlin, znani pisateljici in svetovni popotnici, in Edvardu Rusjanov, ki je bil pilot in letalski pionir v naših tistih časih v Sloveniji. In potem smo pa vsako leto imenovali še kakšne, torej mladiči dobijo, kako ja, da ne pozabim. Mladičem damo to ime, potem, ko se izvalijo, oziroma ko pokukajo z roga gnezda, da res sploh lahko vidimo. In različna imena. Eno od imen je recimo lani dobil, oziroma letos je dobil eno od oče celo, nov oče, ker smo dobili novega očeta letos, dobil ime po gospodu Jožetu. Smo dali ime Jojo in smo se s tem želeli zahvaliti za vse, kar je naredil za posavske štorklje, in tega je veliko. In potem kdo je še? Ja, Luka in Pika, tudi so bili tudi mladiči. Kaj mislite, poletavci, po kom smo poimenovali enega od mladičev? Luka. Bravo, Dončič, točka. Kaj pa Pika? Bravo, tudi tobe, Pika Nogaviča, super slogani. In lanski mladič je bil Toni, to je pa po gospodu Toniju Antonu Brstošku, ki nam je omogočil, da v Posavju po nekaj letih znova obročkamo štorklje brez večjih težav, no, res težav.
še lahko rečem? Imeli smo že Robija, Ota, Neco in tako naprej. Veliko imen glavnem po znanih in dobrih osebnostih. S podobnim obrazovanjem lahko vsak od nas vsaj malo poskrbi za živali v domačem kraju. Gospa Irena, hvala za vse podatke in znanje, ki ste ga delili z nami. Hvala in čestitam vam za današnjo nagrado. Tako bi rada rekla, da vsi, ki radi in veliko berete in očitno ste to vsi vi, čestitam in mislim, da ste prihodni voditelji sveta. Pa berite knjige, ne tisto na računalniku. Super, hvala. Zdaj pa vprašanje za vas, paletalci in najpaletalci. Dvignite roko tisti, ki lahko iz domačega dvorišča opazujete štorklje v svojem gnezdu. A je med nami kakšen, ki lahko iz domačega dvorišča opazuje štorklje? 1, 2, 3, 4, 5. Čakam vašo roko. Gospa Irena, čakam vašo roko. Skoraj 10 nas je takšnih, ki lahko opazujete iz domačega dvorišča štorklje. Hvala. Naš gost nocoj je tudi obročkovalec ptic, gospod Jože Bricelj. V letu 2027 bomo obeležili 100 let organiziranega obročkanja ptic v Sloveniji. Mnogi med nami verjetno prvič slišite za ta poklic. Zato vas, gospod Jože, prosim, da nam ga na kratko predstavite. Dobar dan, lepo pozdravljam tudi z moje strani. Jaz sem Jože Bricelj, sem doma iz okolice Ljubljane in sem naredil izpit za, oziroma, kako ne rečem, imam licenco za obročkovalca od leta 1987. Se pravi, že kar nekaj časa ne obročkam samo štorkelj, ampak pač vse ptice. Tako smo pač, še to moram povedati, pač obročkanje ptic je pod okriljem Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Pač jaz sem zdaj od 87. leta prostovoljc, zunanji sodelavec Prirodoslovnega muzeja, ki je naša krovna organizacija. Ona nam pač nekako rihta obročke, mi pa podatke dajemo v bazo in potem se te podatke shranjujejo in se primerjajo potem z leti in leti naprej. Kako, recimo, zakaj v bistvu sploh obročkamo ptice? Da vas ne bom matril, s tem bom kar sam odgovoril svoje čase, recimo okoli leta 1910, oziroma 1910 je bilo se začelo v Evropi, pri nas v Sloveniji pa že 1927. Okoli leta 1900 je pa na Danskem živel en profesor Hansen, biolog, ki ga je hudo firmac matral, ker je imel doma škorčence. Veste, to je ena gnezdilenca, recimo, ki ima mehen večjo odprtino, kot recimo za sinice. Se pravi, da imamo gnezdilenca za škorčenco. In nekaj je firmac matral, a pride kdaj kakšen od teh mladičev, od teh staršev nazaj v njegovo gnezdilenco. In je enostavno naredil kot ene prstančke nje mladiče, ker staršev pač ni mogel ujeti, je dal kot ene, bi rekel, zapestnice. Na nogo in on je ugotovil, da pač nekateri od teh primerkov, ki jih je on obročil, pridejo nazaj. Vsi ne, kakšen od teh pa je. In tako se je pač začeli. To je, da drugače tudi obročkanje je to najstarejši način označevanja ptic oziroma pridobivanja podatkov v življenju ptic na osnovi obročkanja. Tako je prej naša Irena povedala, recimo smo tudi tega Jojega, da nam drugače rekel, ta
Fant je prišel iz Škocijana, oziroma Škocijana, ne vem, kako ste prelimali, Škocijana, je pač gnezdo tam prefarožil in se je preselil v Most. Če bi ta ptica ne bi imela obroček na svoje nogi, mi tega ne bi mogli videti. Glede, jaz sem tukaj le, delam pa da se tam najmlajšem vprašal. To je naš največji obroček za ptice. Dajte mi povedati, za katero ptico mislite, da bi tale obroček prišel? Za štorkljo? Ne. Za rasno štorkljo? Ne. Še večji ptiče. Tako je. Tako je. Tole je... Ne, za planinskega orla je tole, pa recimo za našo največjo sovo, to je velika uharica, ali pa še za laboda. Vete, a vi recimo takole oddelečo lahko preberete, kaj piše na obročku? Ne morete, a ne? Drugač, lahko vam povem, da na vsakem obročku piše Ljubljana, Ljubljana Slovenija in pa serijska številka. Ko mi to ptico obročkamo, tega obročka recimo eni sinički ne moramo ni verjamem, ne? Zato imamo manjše obročke, tu so tohle veliki, to je čist majhen, recimo to ima primer 2 mm, pa pol oziroma 3 mm, tale recimo je, tale velikost je za kosa, se pravi mi namestimo ptici obroček glede na preseg njene noge. Obroček se mora na nogi vrteti, drseti gor pa dol, ne smejo stiskati, mora biti pa tako velik, da ne zdrsi dol. Drži? No, tako pa sem prej rekel, na vsakem obročku je serijska številka in Ljubljana Slovenija. Ponovadi je to sta 5 črki in pa 5-mestna številka. Ko mi to ptico ujamemo, no, tukaj recimo je primer podomčevega gaja, tam, ker imamo eno, bom rekel, kar najlepšo ornitološko postajo v Sloveniji. Kaj vi tukaj le vidite? Otroci, povedite. Prosim? Travnik pa vodo, pa kaj še vidite? Prosim? Gozd je tudi, seveda gozd je tukaj, pa polje je. V bistvu vsega je pa tukaj le kaj najbolj vidimo? Bravo, voda je vir življenja in tam, kjer je voda, tam je tudi življenje. In ptice imajo ta naš podomčev gaj zelo, zelo rade, zaradi tega, ker tukaj recimo v tem grmovju, drevju, ter se je tudi tam zavzad, recimo, ne, in na polju se lahko poiščejo hrano, se skrijejo pred plenilci, mi imamo pa tam tudi posebne mreže, da lahko te ptice ujamemo. Tukaj recimo vidite trsje. Bom probal skočil. Glede, voda, grmovje, drevje, trsje, gor vidimo pa gozd in gozd je lop. Tukaj je tudi učilnica, ampak jaz nisem tukaj, recimo tukaj bomo trajali podomčev gaj pustili stran in bomo pač govorili obročkami. Tukaj je tudi spet so eni kanali, mi pravimo temu žabja vas. Kaj mislite, zakaj se imenuje žabja vas? Ja, da so žabe noter, kači pastili so. A poznate tisto levo to zgornjo žabo? Kako se imenuje? Bravo, urh je. Desno je
Skoraj? Tako je veliki pupek. Ta mala žabica je? Reka, tako je. No, desno je pa, desno spodaj je pa močvilska. Prosim? Želva, ja. Samo to je močvilska sklednica, to je avtohtona sorta, recimo, in tele žvalce so bolj ptic, pa nas podomčeno kaj. No, pa da gremo nazaj na obročkanje. No, pogledajte, tudi tukaj, recimo, sem tukaj pozval povedati, imamo tu 20 vrst. Oni da so gotovo, da 20 vrst kačih pastirjev živi v tem našem podomčeno gaju, število metiljev pa res resno ne počne. V glavnem, vidite tukaj, da so pa mreže. To so posebne najlonske mreže, v katere se potem ujamejo ptice. Trsje mi damo med grmove oziroma med trsje postavimo mrežo. Mreže so nežna zadeva, v katere se ptice ujamejo in nas počakajo. Mi vsako uro gremo gledati, moramo preverjati, kakšno je stanje v mrežah, da ne bi prišlo do kakšnih plenilcev. No, tukaj pa recimo vidite, kako se en ptiček ujel. Temne mrečke so zaradi tega, da se ptice potem takrat, ko se ujamejo, da se čim manj gibljajo in da čim manj energije potrošijo. Ko mi to pač v te ptice poberemo, imamo v bistvu 3 ure časa, da jih lahko obročkamo. Ne traja to časa, sigurno je. Veste, to mi naredimo, recimo, če je tukaj 50 ptic, to je 12 pričakovalcev, to traja približno pol ure. Grejo ptice čim hitreje naprej, da se hranijo, da se skrijejo, mislim, da poiščejo vodo in tako naprej. No, tole recimo so eni primeri, kako so obročkov na pticah. Tole so drugačno, poznate te ptice? No, tole so drugačni, ena vrh je iz vrst kormoranov, pa tole so vranjeki. Te vranjeki, to so pač živijo ob Jadranskem obali. In tukaj vidite ena obročka, ki se da prebrati. Rekla sem pa jaz rekel, ne, recimo, za tiste obročke, a vidite, da imajo nekateri imajo barvne obročke. No, jaz imam tudi tukaj en obroček, ki je pa recimo, ko ga namestimo labodu na drugo nogo. Na eno nogo dobi pač tega lepovinskega, na drugo damo pa barvnega. Meni bi pa meni povedete, a boste tole znali prebrati? Pa povedete, kaj piše na obročku? Prosim? Bravo. To se pravi, če vi vidite recimo enega laboda, ki ima kovinski obroček, tam v vodi boste tega težko prebrati. Tega se pa da prebrati. In če vi ta podatek recimo pošljete na prirodoslovni muzej, prirodoslovni muzej bomo mi zelo veseli zaradi tega, ker bomo ugotovili, od kje, oziroma kje je bil ta labod obročen, kje se zdaj nahaja, oziroma kaj počne, kje ima družino. Tole je pa tisto, da smo prej ugibali. Ajde, za koga je pa tale obroček? Štorklo. Tako je, to je pa obroček za štorklo. Obroček za štorklo je iz 2 delov. V glavnem, ko mi ta obroček sestavimo, pride na nož. Nekateri pravijo, zakaj je plastičen. Tale obroček so Nemci razvili iz posebne plastike, iz avtomobilske industrije, predvsem zaradi tega, ker se zelo malo krči in zelo malo razteza. Ptice pa ne ovira zaradi tega, ker je probite, kaj vode. Noč, ne. Se pravi, da je zelo nežen do štorle, jo ne mot. Jaz, če bom zdaj ta obroček stisnil, potem sem ga naredil fer, pa tega ne bom, tega pač moramo še uporabiti. Je pa nekaj res, da recimo, da kakve obroček je tudi precej koštan. Če se sliš 4 evre pa pol malo, ampak recimo mi obročko ima tam okoli 300
300 primerkov štorkelj na leto, ne, pa tukaj nanesem. Pač tukaj si pomagamo iz sponzorja, da nam drugače rekel. Vidite, tukaj imamo pa mi en obrazec za opis obročkanih ptic. Se pravi, ko mi ptico obročkamo in moramo določiti vrsto. To je najbolj važno. Prej sem že rekel, da imamo obroček serijsko številko. To je podobno kot pri avtomobilu. Se pravi, Krško 312 AB, sem se zdaj spomnil, pri pticah recimo je pa AY 71312. In ta registracija je za to ptico, recimo, da je to velika senica, za časa življenja. Sprav, tiče dokler ta obroček nos, toliko časa zdaj časa njegovo življenje. Te ponovadi me tukaj, recimo, ko mi imamo vodenje oziroma predstavitev tega obročka, me otroci sprašujejo, oziroma bom rekel njihov učitelji, koliko časa recimo ptice živijo. Pa da me ne boste vprašali, bom sam povedal. Pri teh malih pticah, to se pravi velikosti vrabca, senice, je to 4-5 let. Pa tudi manj. Prej smo imeli, gospa Irena, prepogovarjala o štorka. Kaj mislite, koliko časa bi štorka živela? 15. Prosim? 30. Prosim? 30 je že malo velika, pa tam bravo, kot 20 let, to je že tako, je pa tudi tako, kot je gospa Irena rekla, štorke imajo zelo dolgo pot do svojih prezimovališč, no drugače rekel, ne, ali pa nazaj, se pravi, da grejo pod Saharo in to je so v ogromne razdalje in marsikatere podneže. Pa še nekaj je, tako kot smo se prej pogovarjali o plastiki, ne? Plastika je velik sovražnik ptic. Jaz sem tukaj lejal pred 2 leti v Goriški vasi pri Škocjanu, smo obročali štorke. Meni se reden si poznate tiste mrežo, recimo, ki je za grh napet, ne, ali pa kumare, da plezajo. Takle klopka je bila na robu gnezda. Notri je pa zvezan mladič kosa. Samo z glava je še najhranil, da je z tega starega hranila. In če iskreno povem, prav čak so prišla z mojim kolegom, da so to rešili. In jaz prvo, kar je bilo verjamete, da sem vzel škarje in tisto mežo prestrivno. Potem se pogovarjamo v muzeju, pač v telefonu, kva sem je zgodil, ne. In me šef vpraša, a si slikal? Nisem. 2 sem ga vprašali, 2 smo imela mobitele, biti slučajno mi na kraj pamet padlo, da bi šel slikati, pa bi mogel. Ker to je klasiku, ne. Pač, v bistvu mi je bilo, da smo celo zadevo rešili. Zato pa polagamo na srce, res pa ste, tako kot je gospa Irena rekla, jaz ko štorke obročkam že več kot 8 let in iskreno povem. Na gnezdu se najde vse. Od merkatorc, da nam drugačnih, pa šparleč, kosov cevi, kosov žic, take debeline. Potem, tako kot sem rekel, mreža. To, kar recimo, ki je embalaža za baliranje sena oziroma trave, tega je ogromno. Zato je tudi, tukaj recimo, ko smo v Malencah, smo letos postavili vprašima tisto gnezdo, preko je bilo plastike, to bi ne mogoče. Res sem pogovarjal na srce, plastika spada v kanto. Gremo naprej, to se pravi. Mi tukaj, recimo, ptici določimo vrsto, potem jo obročkamo in namestimo obroček. No, rejte, tukaj je majhen ustavil. Rejte, tukaj so tri vrste, 3 različne vrste ptic. Ampak, če bi tako na brzino pogledali, so pa precej enake, ali že? Ampak
Ampak niso, gledajte, tole recimo ta prva sleva je Grmovščica, tole je Vrbi kovaček in tole je Severni kovaček. To so vse združenje listnic, so pa, kar povedajte, koliko so si bili. V bistvu jih mi v Grmovju s prostom očesem ručno samo po eni zadevi. Po petju. Spravo, kar mi določimo vrsto, potem namestimo vroček, ki določimo vrsto, potem pa določimo spod. Pri veliki večini ptic, no tukaj recimo je najprej glede na starost. Mi moramo ptici določiti starost. Vidite, tukaj se vidi, ptici določamo starost, ne pri vsakih, pri posameznih vrstah, pri večini, po obrabljenosti perja oziroma ptice menjajo perje zato, ker drugače ne bi zamenjali perja, ki bi isto kot pri človeku, bi strgana obleka, pri njih je pa to osnovno orodje za let, če ne menja perja, potem problem. Se pravi, tole je staro perje, vidite, tole je pa sveže perje, drži? A je bistvena razlika, ne? Tukaj je podobna zadeva. Pogledajte, tele so obrabljeni, se vidi. No, te so pa sveži. Se pravi, tele so že zamenjani, moram pa povedati, da ptice nekako začnejo menjati od tle. Najprej sem, pogledajo sem, da zadnje so pa prva lokalna pariso. Gremo naprej. No, tukaj imamo pa pač primer, ker mi, če se le da, določimo spod. Recimo, tukaj so trije primeri, kateri se da. Tole je prosnik, tole je, kaj boste rekli? Samček je, ja? Tukaj je pa samička. Tukaj je žamna kapenica, kjer je samček? Kaj je? Res je, tole je samček in tole je samička. Tukaj je pa prašica, je pa isto desno je samička, levo je samca. Mi pa vi povejte, zakaj pa ni recimo tako, kot pri človeku, ki je ženska lepši del, lepši spol, pri ptičkah je pa drugačen. To je, da se skrijejo, da so manj upotljive zaradi tega, da jim ni treba, da se lažje skrijejo pred plenilci, da se dobesedno zlijejo z okolico. To je najpomembnejši razlog. Še nekaj sem vam pozabil, da je povedal, ampak zdaj, ko smo že bili pri spolu, bom pa tudi povedal. Spomladi oziroma poleti, ko imajo ptice mlade. Tukaj je prej gale, potem je to sem... Prosi maj? Maj, ja. Ko je maj povedal, recimo, mi ptice, takrat kaj pojamamo, pač mi je tudi gneziti, tudi lahko vročkamo, sicer imamo čisto tako spustiti, ne? Samico lahko ločimo, čeprav je tudi nekaj primerov, ko se tudi valita oba. Vala tudi za športo, recimo, ne? Kako v drugem, tretjem mladiču, potem tudi samc pride veken, gret mladiče, oziroma še tisto jajce, dva kukarik je gor, ampak večino veliko zaroda pa spravo gor mama oziroma stara, pa če mislite, da ga dogovorim, ne, pravilno je tako. Se pravi, samica se takrat, preden ona zleže jajčka, se po spodnem delu trebuha pogoli. Kaj mislite, zakaj da perje stran? Vidiš, vse res je pravo. Ti si pa? Super. Se pravi, zaradi tega, ker perje je izolator in če bi ona valila recimo jajca čez perje, potem te njene temperature telesa se ne bi tako prenašala na jajca oziroma na mladiče, ker pa ona se tukaj okoli, ima gole, je gola po trebuhu, potem lahko vari. Se pravi, mi smo določili spol, če se da, potem pa zmerimo še dolžino valuti. Evo, tukaj je enostavno primer, mi imamo pač en tak
jaz bom tukaj lepo pokazal uživo, en gravnil, ker ima pač umelc na nuli in zmerno dolžino peruti. To zmerno zaradi tega, ker včasoma se recimo v pticah to, ko je enkrat ptica odrasla, potem se to ne menja. Ampak dokaj recimo raste, da nam drugače rekel, pa to tudi gre v plus. Na koncu ptico še stehtam. Jaz imam tudi tisto eno čisto mehno tehtanco, made in China piše gor, ker Kitajci to naredijo za 3 evre, kokolec, ne vem, ampak v glavnem je. Potem imam pa en poseben lijak. Jaz dam ptico noter na glavo v ta lijak. In evo, kaj tako bom naredil, izdelam in jo potem pač stehtam, do 10 grama. Za štorle imamo kuhinjsko tehtanco, ker sem je tudi pajslo želi, jasno. Pri večjih pticah, recimo, velikost kosa, pa tudi en tak, bi rekel, valjček, ga res odamo na tehtanco, in glavo notim da stehtam. Zakaj ptice tehtamo? Veste, tukaj ptice recimo na svoji poti ogromno energije potrošijo. Moram še to povedati, predvsem selivke. Selivke imajo, to je isto kot pri avtomobilu. Imajo takole, recimo avtomobil ima ali električen akumulator, dizel, nafto, benzin ali pa benzin. Če tega goriva zmanjka oziroma akumulator je prazen, kaj se zgodi? Avto se ostalo. Tukaj je to isto. Ptice imajo na svoji selitvi, to govorim predvsem za selitve, imajo na svoji poti, ko se selijo iz gnezdišč na prizimovališča ali pa kontra, se pravi prizimovališč na gnezdišča, imajo po prsih maščobne obloge. To je isto, kakor bi bil rezervar pri avtomobilu za benzin, za nafto ali pa recimo akumulator te polna. Se pravi, po teh maščobnih oblog zmanj, v tebe goriva ni več, oziroma ga zmanjka, se mora absolutno ustaviti in se najest napiti, da dobijo nazaj čisto energijo. No, tukaj vam jaz samo eno tabelo pokazal recimo za našega kosa, vse kosa poznate, ne? Glede, kos bi rekel, vse sam doma, zdaj si pa pogledajte, kako se razpršen, kako gre okol, ne? Kje vse so šli, recimo, je pri Španiji brod, kaj nešto na Islandijo, ne? Ptice delajo ogromno kilometrov, ne? Jaz vem, recimo, smo mi videli v Domčevem kraju eno bičjo trstnico, to je zelo, zelo nekaj bičja. To tehta 11 gramov povprečno. A veste, koliko časa je bila iz Švedske do Domčevega kraja, se pravi, iz Švedske do Slovenije, da nam drugače rekel. Imela je pa, recimo v točke A, se pravi Švedske, do točke B, do Domčev kraj, je bilo 1191 km zračne linije. Verjela pa ne, 3 dni. Ne se pa zamislite, a bi vi, seveda bi, z avto šli recimo na Švedsko, bi prišli, ampak bi tudi počivali, bi tudi trebili dober dan, že? Hočem reči, ptice delajo ogromne kilometre. Najdaljša, recimo, slovenska ptica, ki je bila obročkana na Vrhniki, je naredila 10.000 km, popolnoma ne mogla, se je dobila na Cape Townu oziroma čist na jugu Afrike. To so pač podatki iz prakse, ne? Gremo naprej. Tukaj imamo recimo še 2 ptice, levo je črnoglavka, tista, ki ima črnoglavko je samca, levo je samička. Desno je pa vrtna panica, ki sta pa samci in samica popolnoma enaka. Tukaj je recimo diagram, kdaj je višek posamezne, to se pravi. Tole je za črnoglavko, ne? Ma najprej enkrat višek, drugič višek, pa tretjič ogromno, ne? Pri vrtni panici je pa zrk, pa brzino mali. To se pravi, mi moramo nekako videti, takrat, ko se ptice selje, to spet se seljuke, obe jesta in jegotičev je,
in pa jedno ukreko direkt v sence. Naprej, prosim. No, tukaj bom jaz predstavil še ene par vrst, ki so recimo zelo zanimivo. To je tisto, recimo, ki sem je bil tista švedska teta iz 1190 km, to je pičja trstenca. Ona se hrani z učmi v trsju. Rumenoglavi kraljiček iz Češke, 444 km in 103 dni. To je mlinarček, je tudi selivka, belovrati mukar zasede kot gnezdo. Skrajno levo je pa prepelica. Še naprej, prosim. Tale mrliček je belizga skorika, ki je bil opažen na Ljubljanskem barju. Tukaj smo ga obročali v Gnezdilanci in je bil ujet čez 2 meseca v Domčevom gaju. Če ne bi bil obročka, mi tega podatka ne bi imel. Gremo naprej, prosim. No, tukaj recimo se pa tudi vidi, v Domčevom gaju imamo tudi tale fante delovni split, pa komisija je zraven. Moram reči, da ga je naredil, ker je to prosim. Je pa izpit ni klikeks, ne. Gremo naprej, prosim. Tukaj so še 3 ptice, jaz sem prepričan, da ulo levo sigurno poznate. Bravo, kukovca je, ja. Kukovca je selivka, ona prefika jajca. No, na sredini je lesna slova, desno je pa kobilar. Potem sem pa tukaj, prej sem imel enega rumena glava, kraljička sem rekel, ne, no pravi prdeče glavi, pa sta si praktično vidi samo tam nad očesno predpokiro progo, ker oni nima. To je čupasta senica, dolgoprsti plezavček in pa menišček. To spada med senice. No, tukaj imamo še nekaj, jaz bom rekel, takrat imamo manjši put. Tole je kosec. Kosca ste že slišali za kosca? No, kosec je pa nas zelo okrožen zaradi tega, ker mikrobnih travnikov ni več. Oziroma je zelo malo, nek se izlimljajo košnje, tudi ni, ne. Ker on takrat, ker gnezdi, če se pokusi, se njemu gnezdo uniči. Tole je sloka, ki je nažalost vse, ker imamo rezultatov od naših obročkanih slok, so vse ostalo bum. Tole je buklaš, ki je isto en bi rekel, naš gost, oziroma prezimuje pri nas, gnezdi na severu, se pravi v Tundri, Rusiji, kako vem, v Aziji, pri nas pride pa prezimiti, v Močvedi. Gor sta pa grahasta tukalica in pa zelo mnoga tukalica. Tukaj je še modra kaščica, ki je ena lepotica, potem podpisana panica, pa slavc. Tole je pa podhujka, kaj pa tako ima zelo majhen klunček, ampak ga pa ona odpre, je pa kot da bi kačo videl. Jaz sem kar rekel, mogoče ga to pozgleda, ker niso usta, na kaj se začne, ne? Ampak ona mora odpreti klun in ti mišice toga zidno odpreti takole, da lahko ujame nočne metode, ker z njimi se hrani. No, tamle imamo še ene redke zadeve, to je vrbi kovaček je desno, tole pa mušja listenca. Verjela pa ne, kakšna ptica, pa tudi recimo, jaz bom rekel, tudi majhen skrenec poti, ali pa zaluta, ne po slovensk, ne. In smo recimo tale mušjo listenco smo letos dobili na treto v Domčevem gaju. Ona je zelo redka, namreč ona gnezdi v vzhodnji Aziji, kako je rada k nam pride, ne vem, vetri, vrcovi vredno prinesejo. Tole je pa tudi ena redka zadeva, malih strenat, ki pa tudi po nas smo v Domčevem gaju ujeti. Mislim, da smo gledali že pred konc, no, recimo tukaj so mlade vrane obročkane, to je gor so bijeglavka, to spada med bijeglavka je zlučno, je tudi lahko v Gnezdilanco. Zakaj se pa imenuje bijeglavka? Dajte mi povedati. Zakaj je bijeglavka? Zato, ker mi vije z glavo. Vije z glavo pa zato, ker ona je bube oziroma mravljince in ona z glavo
razmeče mravlišče, da pride do hrane. Tole so švedske buharice, tam je kosača, to je naša največja, ena večjih sov. Tale pegasta sova je bila poročkana tukaj le bliz, v spodnem podlogu. Ko veste, kje je, sigurno? Ne, tako sem rekel. Mali podlog, veliki podlog. Ne podlog. V prekopi. Ima prekopa. Imamo še kaj? Tukaj pa če lahko pritisnete na video, prosim. Tole je pa zaščiten znak našega odločja pagaja. 360 stopinj vrnega. In on se hrani z manjšimi ribicami, ki jo pogotno izglavno zvodo. Ležimo pravijo Kingfisher in ne verjemte, on je kralj ribiča. Dobro, jaz bom tako s tem predstavitvijo našega obročanja v domčenem gaju zaključil. Hvala vam za vašo pozornost, lepo ste sodelovali. Hvala za predstavitev. Preden pa zaključite, čisto malo vprašanje za vas, gospod Jože. Ko smo opazovali razstavo, se nam je porodilo vprašanje, koliko je bilo letos sploh gnezd. Koliko je bilo letos gnezd štorkelj pri nas? Tukaj v Posavju je bilo, koliko je polnih, kako jaz spomnim, zasedena. Ja, je bilo sicer, to je recimo v občini Brežice je bilo v Mostarcu in pa Slovensko. Gornji Lenart je bil tudi poln, sam tam ne moral prijeti z avto zraven, da bi pročkal. Drugače, v bistvu tukaj je bilo pročkanih samo 7 mladičev. Na Drnovom je bilo, se so 4 jajca, ampak pač ni bilo zležen konca. Mi smo prišli pa še enkrat, krat je bil en mladič na gnezdu, ampak je bil premajno završen. Hvala. Vse te gnezda si boste lahko poletavci in najpoletavci ogledali ob koncu. Kaj da se zazremo še malo v prihodnost. Štorklja toplo želimo najprej lepo prezimovanje in potem srečno vrnitev. Da pa bomo pripravljeni pričakali izvrnitev novih mladičev, je gospa Jelena dala predlog, da bi mi danes skupaj izbrali ime za naslednje leto, za štorkljo, ki se bo izvrnila na Mostrecu. Nekako so se nam knjižničarjem, sta se utrnili 2 imeni. In sicer eno ime smo imeli Savica in drugo Rezi. Imeni smo izbirali glede na naše praznovanje in sicer leto 2026 bo za knjižnico Brežice praznično, se bomo praznovali 80 let njenega povojnega delovanja. Takrat je s knjižnično dejavnostjo začela Elizaveta Savica Zorko, po kateri nosi ime tudi dvorana, v kateri se mi trenutno nahajamo. Drugo ime Rezi pa je po Rezi Toporišič, ljudski pesnici, ki je živela in skrbela za kulturo Mostreca. Bila je pa tudi velika prijateljica naše knjižnice in nas knjižničarjev. Pa vas zdaj poletavci in najpoletavci povabim tako. Tisti, ki bi želeli, da se štorklji mladič v letu 2026 imenuje Savica, dvignite roko, pa da vidimo, kateri bo več. Ok, to je to. Dobro. Dobro, zdaj pa dajte vi, spustite tisti, kjer ste za Savica. Ok, smo. Zdaj pa dvignite tisti, ki ste, da se štorkljice poimenuje Rezi. Ja, sam
mislim, da bo ta naša športnica na Mostecu dobila kar ime po osebi, ki je živela in delovala na Mostecu. Gospa Irena, predlog za naslednje leto si lahko zabeležite. Opazili ste že, da bi lahko v teh čudovitih pisah, ne le črno-belih, tudi v vseh ostalih barvah, govorili še dolgo, ampak vem, da danes podelimo še 2 nagradi. Pa prosim najprej vas, gospa Irena, da mi pomagate pri žrebu za poletavca. Malo stran dajte, da sem jih z roko dajte noter. Veliko in veliko. 600 imate lističev in izbrali ste Jan Kodrič. Zdaj pa prosim gospoda Jožeta, da pa izžreba enega od najpoletavcev. Jaz bi mogel pa punco zbrati, kaj drži? Evo, Tu nimate to nekaj. Ja, vidimo. Ja, meni rada. Gaja Mahune. Gaja, bolje se stava eno slikico. Hvala obema in čestitke vsem. Hvala obema današnjima gostoma za vse znanje in informacije, ki ste jih v pogovoru in predstavitvi delila z nami in za pomoč pri žrebanju. Vsem vam, mladi bralci, iskrene čestitke za nabranje bralne moči. Brati pomeni pridobivati bralno kondicijo. Slednja pa nam omogoča igre besed. Za podporo pri izvedbi obeh bralnih programov se najlepše zahvaljujemo podjetjem RSDO, Mladinska knjiga DD, 100-letnim Termam Čatež ter Mestni knjižnici Ljubljana. Vsem nam želimo bilo bralnih treningov, pa tudi potovanj v prihodnje in da bosta knjiga in branje še naprej naša sopotnika. Vedno dobrodošli v knjižnici Brežice, kjer najdete knjige za znanje in za prosti čas.